V Črnomlju referenduma za zdaj ne bo. Na šentjernejski seji razrešili direktorico EDŠ. Na olimpijadi poklicev prišel do srebra. Dober večer. Kot kaže, v občini Črnomelj ne bo občinskega referenduma, na katerem bi občani odločali o vzpostavitvi migrantskega centra. Kot smo že poročali, so člani civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini minuli teden na občino Črnomelj oddali pobudo za razpis občinskega referenduma, podprto s 331 podpisi. Danes pa je županja Mojca Čema Stjepanovič novinarjem povedala, da za izvedbo predlaganega referenduma ni pravne podlage. Predmetni sklep in njegova 7. točka je po svoji naravi informacija in ne predstavlja sprejema splošnega akta občine ali njegove posamezne določbe, o kateri bi bil možen predlagani referendum. Prav tako po vsebini ne gre za tematiko iz pristojnosti občine, kar je potrdila tudi služba za lokalno samoupravo, dodaja županja, ki sicer nima informacije, da bi pristojno ministrstvo že našlo lokacijo za sprejemno-registracijski migrantski center na območju občine Črnomelj, ki bi ga vzpostavili, če bi bilo to potrebno. V zadnjih mesecih sicer beležijo večje število ilegalnih migrantov na južni meji, vendar ne na območju Bele krajine, pravi županja. V civilni iniciativi seveda niso zadovoljni z odgovorom županje, zato napovedujejo pritožbo na upravnem sodišču. Žal je županja zopet poteptala voljo ljudstva, sicer nas žalosti, da je do tega prišlo in da nimamo občani in občanke niti najmanjše besede pri takšni pomembni odločitvi. Bomo pa uporabili vsa pravna sredstva, da ta referendum izvede. Kaj to pomeni pravno? Sedaj gre na upravno sodišče. Kaj pa to pa zdaj pomeni, kaj bo dalje odločeno, bomo pa videli. Pravi predsednica civilne iniciative. Šentjernejski občinski svetniki so na sinočni izredni seji s 14 glasovi za, 1 proti in 2 vzdržanima razrešili Majdo Kavšek z direktorskega mesta v javnem podjetju Ekološka družba Šentjernej. Čeprav so bili enotni, da se na tem položaju ni izkazala, se je razprava vnela predvsem okoli pomislekov, ali so argumenti za njeno odstavitev dovolj trdni in kdo bo odgovarjal za morebitne posledice. Več svetnikov je izpostavilo nezadovoljstvo z delom direktorice EDŠ-ja, kar je potrdil tudi župan. EDŠ je last občine, EDŠ ne deluje tako, kot si želimo in sem dolžan ukrepati. In to ukrepati že skoraj 2 leti, ker žal ne gre drugače in zdaj je to. Ključni razlog za razrešitev, so se seznanili svetniki, naj bi bil neizvrševanje sklepa občinskega sveta kot najvišjega organa občine. Ne samo sklep o tem, da ni predana dokumentacija. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa ta knjiga sklepov. Potem je bila tudi recimo naročilnica. In jaz sem prepričana, da bo tudi z področja kadrovskega poslovanja marsikaj narobe. Svetnike je pred glasovanjem bolj kot to, kako je Kavškova opravljala svoje delo, skrbelo, ali bo postopek morebitne razrešitve pravilen. Da predstavljene argumente, ali bo ta zadeva zdržala, ko bo sigurno šla na sodišče. To smo zelo prepričani. Tukaj pa mene niso strah. Morebitni neuspeh na sodišču bi lahko obremenil občinski proračun tudi za kakšnih 60 000 evrov, je dodal. Jožeta Simončiča obrazložitev krivdnih razlogov prav tako ni prepričala. Za mene je argumentacija šibka. Vidim, da se razlogi še bolj zbirajo, kot da bliže nakupu. Mislim, da je velika verjetnost, da zadeva na sodišču ne zdrži. Posledično je šlo za večje stroške, po mojem pogledu, kot bi bili, če bi vse plačal do konca sešteva. Ta taktika, bolje da ostane do konca mandata, jaz mislim, da je totalno politično neodgovorna. Že tako nam firma je v velikih težavah, že tako imamo nam določeni projekti padajo sejem in tako dalje. In zdaj to stanje opustiti še let pa pol, zato da bomo matematično za 5-10 evrov mogoče na boljšem. In vnaprej sklepati, da bo zadeva na sodišču padla, je politično neodgovorno, je dodal. Dobajeva je svetnikom odgovorila, da imajo dokazov za sodišče dovolj, a da jih skrivajo v rokavu, saj vseh pač ne morejo javno razkriti. Majda Kavšek, ki je do konca drugega mandata manjkalo slabo leto dni, nam je danes povedala, da sklepa o razrešitvi še ni prejela, zato ga ne more komentirati.
Občinski svet pa naj bi na današnji korespondenčni seji izbral prokuristam, ki bo vodil EDŠ do izbire novega direktorja z javnim razpisom. Še ostajamo pri politični tematiki. Poslanci so s 45 glasovi sprejeli novelo zakona o lokalni samoupravi, po kateri je možen odpoklic župana. Volitev za odpoklic se bo moralo udeležiti najmanj 90% števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na volitvah za župana, večina pa mora glasovati za odpoklic. Novela še določa, da je odpoklic možen v drugem ali tretjem letu županovanja. Poglejmo nekatere odzive na ključnih občanov. Če bile res neke kršitve, recimo, da se ugotavlja kaj takega, ja, drugače pa se bi izvoljen za 4 leta, ne naredi svoj mandat, da ima čas, da pač vsak župan verjetno planira, ima neke plane, kaj bo v teh 4 letih naredil. Jaz nisem za spremembe. Počakati, pa spet ukrepati. Meni se zdi, da če si človek zada nek cilj, ki ga bo naredil v določenem obdobju, da načeloma naj se ga pusti za ta čas. Odvisno od župana. Če bi dobro delal, to sploh ne bi bilo dobro, da ga odstavijo na sred mandata. V primeru, da je napravil velike napake, potem je prav, da bi ga lahko odstavili. Če bi se pa ta zadeva zlorabljala, pa seveda ni prav. Medtem ko nas je Ilka Štuhec danes razveselila že s 3. zmago v sezoni, so tudi na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače pripravljeni na smučarsko sezono. Čakajo le še na sneg ali pa nizke temperature, ki bi omogočile izdelavo umetnega snega. Glede na vremensko napoved pa upajo, da bo smuka možna že v času božičnih praznikov. Tako nam je dopoldne, ko je na Gačah termometer kazal -1 stopinjo Celzija, dejala semiška županja Polona Kambič. Trenutno lahko rečem, da so pridobljena vsa 3 obratovalna dovoljenja, v petek so bila izdana za vse 3 vlečnice, Medo, Gače Bis in pa Gače 1, kar pomeni, da so vlečnice tehnično ustrezne in da so seveda pripravljene na smučarje. V teku pa so še zadnje tehnične priprave za pridobitev obratovalnega dovoljenja za sedežnico. Trenutno se ureja ravno danes napenjalna vrv in v ponedeljek naj bi se sedeži ponovno vračali nazaj, da se stvari pripravijo za tehnični pregled. Vsi drugi objekti so že pregledani, dotrajane ograje zamenjane in vse je pripravljeno. Tudi notranjost gostinskega objekta je celovito obnovljena, pravi županja. Laguna je polna vode, topovi, kot je videti za mano, so tudi že postavljeni na svoja mesta in lahko bi že delali sneg, vkolikor bi bile temperature in pa vlažnost primerna. Načrtovali so, da bodo že ta teden začeli z zasneževanjem smučišča, vendar zaradi toplotnega obrata to ni bilo možno. Sedaj je vremenska napoved boljša in upajo, da bodo v prihodnjih dneh lahko začeli z zasneževanjem, saj si želijo, da bi za božič že smučali. Če ne bo naravnega snega, pa z ustreznimi temperaturami vsaj umeten sneg, da bi recimo vsaj vlečnica Medo, se pravi za otroke, bila usposobljena, pa mogoče ta del smučišča, ki je tudi neposredno za nami. Še vedno pa se pogovarjajo tudi o nočni smuki, kar je sicer povezano z dodatno naložbo, vendar verjamem, da se bo z nekimi manjšimi stroški dalo tudi to urediti. Sedaj je najpomembnejše, da začnemo smučarsko sezono in da bo odziv smučarjev dober, pravi županja. Odličen, ne le dober, pa je bil Rok Verstovšek-Tanšek iz Piršenbrega v brežiški občini ta mesec na mednarodnem tekmovanju v poklicnih spretnostih v Göteborgu na Švedskem, kjer si je priklesal srebrno medaljo. Še prej je doma na slovenski olimpijadi poklicev pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice osvojil naziv državnega prvaka v panogi kamnoseštva. Rok pripravlja diplomo na višji strokovni šoli v Sežani in kot kažejo doseženi rezultati, mu poklic leži. Pa ta šola sploh ni bila njegov prvi izbor, niti ni hodil kakšno tehnično srednjo šolo, ampak je leta 2013 zaključil brežiško gimnazijo. V bistvu sem se hotel vpisati na program med strojništvom in oblikovanjem, ki bi se odprl v Novi Gorici, ampak so ga potem nekaj tednov pred izvajanjem ukinili in zaprli. Veliko izbire, kam naprej mu ni preostalo. Sežanska šola se je izkazala za dobro odločitev. Mentor Damjan Švara ga je pripravljal na tekmovanje.
Po osvojenem naslovu državnega prvaka spomladi v Gornji Radgoni je začel s pripravami na Euroskills 2016. Del priprav je organiziral Republiški center za poklicno izobraževanje, vaje pa so bile v Komnu v mentorjevi delavnici. Polkrožno odleto, s katerim je bil zadosti spreten, je naredil sam. Na 3-dnevnem tekmovanju so klesali gotsko okno. Druge države, sosednje države dajo veliko sredstev in kadra na to področje. Mislim, da bi se v naslednjih 2 oziroma 4 letih mogli tudi razvijati v njihovi smeri. Saj imamo čez 2 leta tekmovanje v Budimpešti, čez 4 pa v Gradcu. V Göteborgu Rok ni dobil le medalje, ampak priložnost za začetek svoje poklicne poti. Vodja delavnic mi je ponudil službo v njihovem podjetju v Angliji. Po diplomi, ki jo zdaj pripravlja, namerava povabilo sprejeti. Ne bo pa dela v restauratorskem centru odločitev za vse življenje, pravi Rok, a kot inženir oblikovanja materialov bo imel gotovo dovolj možnosti izbire. V Novem mestu je zelo veliko društev in posameznikov, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo. Situacija za njih pa je vse prej kot rožnata, kar so izpostavili tudi na posvetu z naslovom Ljubiteljska kultura v Novem mestu včeraj, danes, jutri. Največja težava novomeških ljubiteljskih kulturnikov je danes zagotovo prostorske narave. Naš osrednji problem oziroma izziv, s katerim se soočamo, so tile prostori, spodnji prostori v kulturnem centru Janeza Trdine. Status samih prostorov še ni čisto dokončno urejen. Mislim, da pravzaprav ni nevladne organizacije, ki se ne bi ubadala z iskanjem prostora, primernega prostora, za to, da izvaja tisti program. Se pravi, ne govorimo o pisarnah s fikusi in računalniki, govorimo o prostorih, kjer kulturno-umetniška društva vadijo. To so različno veliki sestavi, potrebujejo različno velike prostore. Pomena ljubiteljske kulture za podobo kraja in njegove prebivalce ne smemo podcenjevati. Ljubiteljska kultura ni samo nekaj, kar ljudje počnejo v prostem času kot druženje, je zelo pomembna tudi za razvoj mladine, pa tudi mogoče za razvoj turizma. Mesto zagotovo lahko tudi ljubiteljsko kulturo uporabi kot turistični moment. Kot primer dobre prakse pa so na posvetu izpostavili projekt Teden kultur, ki je v Novem mestu vsakoletna stalnica. Predvsem je pomemben zato, ker povezuje različne kulturne producente, kar je prihodnost v bistvu na področju kulture. Vemo, da je denarja vse manj na vseh področjih, na kulturi še posebej, in potem je logičen zaključek, da se s različnimi produkcijami povezati v en projekt. To lahko prinese tako več denarja kot boljše rezultate, je prepričana Ciglerjeva. Prihodnost ljubiteljske kulture pa je zagotovo v povezovanju, so sklenili na posvetu. Božični prazniki že močno trkajo na vrata, to pa pomeni, da bodo mize marsikje spet polno obložene. Kaj postaviti nanje, smo skušali izvedeti na prav posebnem vinskem večeru. Na tokratnem večeru, ki so ga priredili v Centru biotehnike in turizma Grmo Novo mesto, sta bila v ospredju kulinarika in turizem iz Goriških Brd. Prihajajoči prazniki so odlična priložnost, da dokažemo svoj spoštljiv odnos do hrane in pijače. Zagotovo nekaj tradicionalnega. Ponavadi so rekli, da za Božič je prav, da je nekaj letečega, torej perutnina. Vsekakor pa izvirna domača hrana, doma pripravljena, to je najboljše. Ob tem pa seveda kozarec ustreznega vina. Predvsem tisto vino, ki družbo povezuje, naredi veselo. Ker res imamo od svežine do karakterno bogatih vin, do penin, ki so tako suhe kot sladke, tako da izbrati tisto vino, ki vam je všeč in enostavno uživati v trenutku. Seveda je zelo pomembno, kako pripravimo praznično mizo. Za Božič in take praznike je fino, da so pogrinjki zelo bogati, tudi za samo hrano, da je čim več menijev oziroma čim več hodov. Torej tudi za Božič in tak čas je fino, da so pogrinjki barviti, čim bolj žive barve, predvsem za Božič rdeča. S tovrstnimi vinskimi večerji bodo zagotovo nadaljevali tudi v prihodnje, saj je odziv zelo dober. Je namen vinskih večerov predvsem predstaviti različna vina iz različnih koncev v kombinaciji z hrano. Namenjeno pa je predvsem našim dijakom in študentom. Kajti vse to je njihovo delo, dodaja Pezdirc.
Prav tako so ti dogodki namenjeni vsem novomeščanom, ki želijo in znajo uživati v hrani in pijači. Vsem skupaj želimo, da bi uživali tudi v prostih trenutkih konca tedna. Lep večer.